Haleluja. Torek, drug dan v tednu. Ne te povem, ti nikoli nisi druga izbira, ti si vedno prva izbira. Tu, če so vsi pred tabo zamočili, Savel je zamočil in pol je bil David druga izbira, ampak Bog vedno prav, da si prva izbira, ker on je že vse vnaprej vedel, kdaj boš ti zamočil, kdo bo pred tabo zamočil. On ima celo časovno premico pred sabo in ne te povem, ti si v prvem Božjem planu. Bog računa na te, on je dal svojega sina zate, on je dal svojega sina zato, da tebe naredi za svojega sina. Ti si zdaj Božji sin, Božja hči, on te je opremil s Svetim duhom in on je vedno s tabo. Njegova prisotnost je v tebi. Kristus v nas, upanje slave. Danes si v prvem Božjem planu. Ne misel, da si preslab, ne misel, da si preveč neumen, preveč pameten, kakor. Ti si točno takšen, kakršen si za Božjo uporabo in Bog ima s tabo načrt. Zato mu danes vse predaj. Kamorkoli greš, karkoli delaš, ne delati sam. Zakaj? Ker je Bog s tabo. Če on s tabo, potem moraš tako živeti, da je on s tabo. Ne delati nič sam. Jezus je rekel, ko boste prišli pred poglavarje, oblastnike, ne skrbeti, kaj boste takrat govorili, ampak jaz bom vaša usta in jaz bom vaša modrost, kateri se poglavari tega sveta ne bodo mogli upreti. Se pravi, ko se ti obrneš na Boga, kaj se ti zgodi? On začne govoriti čez tebe. Včasih se to zavedaš, včasih ne. Ampak bolj, ko se družiš z Bogom, ko se navadaš hoditi v njegovi prisotnosti, bolj bo on čez tebe deloval. In on celo prav, Jezus, on bo postal tvoja usta. Haleluja. Gospod, bod naša usta danes ti. Ti govor čez nas in bod ti naša modrost. Kjerkoli problem moramo rešiti, kličemo tvojo modrost, da se reši. Bote blagoslovljeni, uživite v Jezusu. Čao.